Marcel, povratek v Fazenerijo po, lahko rečemo, nekaj letih, če izzamemo klubske tekme. Kakšen je občutek igrati oziroma en dan pred tekmo? Pa vedno se je fajn oziroma lepo vrniti nazaj domov, kjer si nekje začel igrati nogomet, kjer si dal prve minute oziroma prve korake. Tako da, ja, res je lep občutek. Jutri tekmo z Avstrijo. Pričakovanja so verjetno jasno 3 točke. Ja, mislim, da nam 3 točke zelo veliko pomenijo, saj tudi na lestvici. Mislim, da smo že dosti naredili v tej grupi in mislim, da te 3 pike nam bodo tudi zelo pomembne za boj v evropski del. Zdaj, oktobrski cikel ste odprli zmago na Cipru. Kako pomembna je ta zmaga bila zdaj za to domačo tekmo? Mislim, da je zelo pomembna, saj Cipr je bila ena težka tekma. Mogli si biti strpljivi in mislim, da nam bo to dalo neko pobudo in še vseeno si na domačem terenu, ki še ti da nek bolj večji motiv in mislim, da bo jutri ena dobra tekma. Srđan Kuzmić, nova 4. preizkušnja v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo v Fazeneriji proti Avstriji. Kakšni so občutki, pričakovanja pred to tekmo? Ja, definitivno lepi. Sem prišel nazaj domov. Upam, da bo veliko navijačev, da bomo imeli res dobro vzdušje, pa da zmagamo tekmo, da vzamemo vse 3 točke. Jasen cilj torej, kako priti morda do tega cilja? Koliko ste se že pripravili na to tekmo? Ja, cilji so itak jasni, da damo več golov kot oni, ampak vse, da bomo prišli smo sem zmagati. Mislim, da vsi vemo, kakšni so cilji, kako bomo igrali. Tako da, ja. Zdaj, zmaga na Cipru je verjetno neka dobra popotnica tako za samozavest, kot tudi nasploh pripravo na tekmo. Ja, definitivno je lepo zmagati doma. Mislim v Cipru, ker valjda ti da samozavest, da ti višji tale zagon in da pa lepo prideš nazaj v Slovenijo igrati in da zmagaš proti Avstriji. Tako da, ja. Zdaj, kot si prej rekel, vračaš se domov v Fazenerijo, tu si preživel sicer eno sezono, ampak si verjetno dobro spoznal, da Fazenerija nudi podporo nogometašem. Ja, definitivno je tukaj res najlepši grad, kjerkoli sem igral. Je bilo tukaj res najlepše, tudi vzdušje je vedno dobro. Poznal sem tukaj tudi veliko ljudi, vsi so res dobri, prijazni, tako da je res tukaj res lepo igrati. Zdaj, mali z glave, mislim, da si med mlajšimi v začetni enajsterici. Kako sta se z Marcelom zdaj ujela na teh zadnjih tekmah? Ja, mislim, da nima veze, si najmlajši, najstarejši, mislim, mogel si se vključiti noter, spoznati vse dobro ujeti, ampak mislim, da smo kot klapa res ful dobro se držimo skupaj, tako da se tudi na igrišču to dobro kaže in upam, da bo šlo še tako naprej. Dio Cipot, vrnitev v Fazenerijo, jutri tekma z Avstrijo, kakšna so tvoja pričakovanja? Ja, seveda ta vrnitev je nekaj posebnega. Mislim, da vsakemu igralcu, ko se vrne v svoj matični klub, bi moglo to nekaj pomeniti. Tekma z Avstrijo, mislim, da bo težka. Odigrati moramo eno kvalitetno tekmo, držati se svojih principov in probati dobiti vse 3 točke. Dobra popotnica na Cipru, zmaga s 3-0, 2 tvoja zadetka, verjetno neka dobra napoved za to tekmo. Ja, mislim, da je ekipa na neki visoki točki. Seveda ta zmaga nam je dosta pomenila. Zmagati na Cipru ni tako lahko, kot si mislijo, zato tisto zmago tudi cenim. Seveda 2 zadetka sta nekaj lepega, kar se mi je zgodilo. Seveda brez ekipe, kot sem že omenil, ne bi to dosegel in upam, da bomo taka ekipa še naprej in da bomo še zabijal naprej. Jutri v domači Fazeneriji verjetno tudi sam pričakuješ pomoč 12. igralca s tribun. Ja, seveda, jaz sem tudi dečkom v slačilnici rekel, da to ne bi smel biti problem, saj Fazenerija je znana po tem, da vedno ima 12. igralca in upam, da Prekmurje tudi jutri ne razočara.